Pozdravljeni. Zakaj jemanje kreditov, leasingov in posojil morda ni najbolj modra odločitev? S pomočjo kreditov si lahko privoščimo stvari, ki si jih v danem trenutku sami ne moremo privoščiti. In kaj je s tem narobe? Dajmo pogledati en primer. Imamo v lasti starejši avtomobil, ki nam čisto dobro služi, vendar ni najnovejši, nima najnovejšega tipa luči in morda nima ne vem kakih elektronskih pripomočkov in je morda s kake, dajmo reči, manj priznane znamke. Če se samo iz teh razlogov odločamo za, recimo, da leasing, torej pomoč pri nakupu drugega ali celo novega avtomobila, se je morda dobro vprašati, v čem je problem, da bi še naprej se vozili z obstoječim, čeprav ne novim avtomobilom. Kaj dejansko v nas samih vzbuja malo slabši, malo, dajmo reči, slabši, ne tako moderni avtomobil. In če v življenju v tistem trenutku nimamo možnosti, da si sami privoščimo boljšega, je morda bolje, da se z obstoječim še naprej vozimo in odkrivamo, kaj v nas samih prebuja tak avtomobil. In ko bomo ugotovili, da z avtomobilom ni nič narobe, temveč nam dejansko pomaga prebujati strahove, ki so v nas samih, in prepričanja, morda, da nismo dovolj dobri, ker se ne vozimo z najnovejšim avtomobilom po svetu okoli. Ko bomo to uvideli in pogledali, videli dejansko, zakaj se gre, da sami nosimo to v sebi, potem, ko to pretopimo, se na nek način tudi osvobodimo, takrat bomo morda bili sposobni si kupiti tudi drugega. Ali pa pač ne bo v nas več te potrebe. Ker je pa življenje šola, če nam nekaj ne služi več za našo rast, se bo to tudi spremenilo, ker rastemo v neskončnost. Če pa vseeno vzamemo kredit ali pa leasing za avtomobil, se nam ta odločitev na nek način negativno obrestuje. Ker namesto, da bi pogledali, dejansko se ozrli vase in bili iskreni pri tem, zakaj smo se odločili za nek način pobeg iz trenutka tukaj in zdaj, bomo to prestavili, torej to šolo prestavili za 5, 10, morda celo 20 let. In vsa ta leta bomo delali v neki službi ali morda neko delo, ko nam
ni toliko pri srcu, ampak ker smo se odločili, da bomo si privoščili nekaj, kar v resnici, naši notranji resnici niti ne potrebujemo, bo ta šola nas morala počakati in s tem tudi naša notranja osvoboditev. In ko vzamemo kredit oziroma posojilo, se kaj hitro lahko zgodi, da se to dejanje naše nekako tudi pojavi ali pa dovolimo, da se odraža tudi v naših drugih dejanjih. Ker hitro vzamemo spet posojilo za nekaj manjšega ali pa še za nekaj drugega, kar res v resnici ne rabimo, ampak nam samo služi kot šola, da uvidimo, da vse, kar rabimo, je tukaj in zdaj in da s tem, ko si privoščimo nekaj, kar si trenutno ne moremo privoščiti, samo bežimo od resnice, od osvoboditve in od tistega, kar iščemo, ki se nahaja samo tukaj in zdaj. Lahko bi se že naučili, namreč, da kar večina počne, morda ni toliko modro. Nikola Tesla in podobni znani, dajmo reči, ljudje, ki so spremenili potek in našo zgodovino, so bili v manjšini ali celo eden na nekaj milijonov ljudi, ne pa večina. Kar večina počne, morda ni tako modro. Hvala.